upam si trditi, da je to ena najlepših kubih hiš, kar smo jih naredili, oziroma je v celoti to eden najlepših projektov. A vas zanima zakaj? Vam bom pokazal detajle. Na tej idilični lokaciji v Istri sta postavljeni te dve kubi hiški. Ena je namenjena shranjevanju, druga ima pa poseben namen in če hočemo v ta drugo hiško, se moramo sezuti. In to se pri kubih hiškah zelo redko zgodi, da ne gremo noter v čevljih. To pa zato, ker je noter savna. In tudi savna ima ful lep razgled, pogled na morje in zraven na teniško igrišče, kjer imamo v bistvu čas za sebe, kjer se sprostimo, kjer se našportamo praktično kar na lastnem dvorišču. Sam ambient tele savnice je izdelan v rustikalnem stilu, se pravi, to je iz starega termično obdelanega krtačnega macesna. In to da savni prav poseben pridih in tudi poseben vonj. Tukaj noter se zelo močno vonja termoles in da tak prijeten ambient. Noter v savni, kamor gremo pa zdaj, je pa lipov les in izgleda nekako takole. Tukaj je dovolj prostora, prostor se hitro segreje in kdo ne bi užival v takem razgledu. Hvaležen sem, da lahko sodelujemo pri takih izjemnih projektih, kjer lahko izražamo svojo kreativnost, kjer lahko damo noter svoj podpis, del sebe. In tak projekt bo tudi naslednji zdajle, ko gremo pa na Krk. Pa kar pojdite z mano. Evo, pa sem še na enem prekrasnem vrtu na hrvaški obali. In tukaj za mano je spet ena kubi hišica z ometom in se ful lepo ukomponira v okolje, zato ker je že tukaj v arhitekturi zasnovana bela barva, antracit, les pa dodati lep detajl kot tisto tretjo barvo, ki je tudi že nekako uporabljena na vrtu, ampak samo toliko lesa, da je glih prav, da paše v to okolje. In če želimo poskrbeti, da je naše življenje zares kvalitetno, poskrbimo, da lahko v svojem življenju upravljamo samo tiste stvari, ki si jih resnično želimo. In običajno se ta tema poveže tudi z vzdrževanjem našega premoženja. In v večini primerov kubi hiške ne rabijo vzdrževanja ravno zato, da se z njimi ni treba ukvarjati na dolgi rok. V tem primeru tudi ta z ometno fasado in z lesom, sibirskim macesnom, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Če pa ima nekdo res tisto strast, da dela na vrtu, da si želi vzdrževanja, da želi skrbeti za svoj vrt, da je to nek hobi ali pa gušt, v tem primeru pa še vedno lahko ostane oljenje, barvanje, karkoli od tega, ampak ta hiška sigurno predstavlja nek detajl, ki ga tam postavimo, popravlja svoj namen, doda arhitekturi in ko tam stoji, z njim nimamo več nič dela na dolgi rok. In to so kubi hiške. To je kvalitetno življenje.
evo, takole. Današnji izlet se počasi zaključuje. Jaz bi rad še tukaj vstal, ampak me bo, kot kaže, prehitela noč. Se vidimo naslednjič. Hvala, da ste bili tudi danes z mano. Jaz si želim, da vam predstavim čim več takšnih projektov, kot je ta, da so stvari res lepe, estetske in bomo videli, kaj nas čaka naslednjič. Zelo verjetno nas čaka Ljubljana ali pa Štajerska. Bomo še videli, kako se bomo odločili. Se vidimo. Čau, čau!